Danes je z mano prav posebna gostja, to je upokojena filmologinja Izabela Škornik. Izabela je za Osvežilno fronto pripravila prispevek o ekologiji, za katero bi se vsi morali malo bolj zanimati, še posebej, ko postanemo polnoletni. Živijo, Izabela. Živijo. Ok. Ko si bila v filmologih še, a so se sošolci do tebe obnašali kaj drugače kot prej, preden si bila slavna? Ne, mislim, da tako. Vsi so bili dost normalni glede tega. Mislim, da jih veliko sploh ni opazil. Tako da ja. Ok, pa se ni zares odspremil. A se ti zdaj kdaj zgodi tako, da te kdo na cesti vstal, pa hej, nisi bila ti včasih v filmologih? Ja, presenetljivo veliko ljudi še toliko let po tem, me vidijo kakšni mlajši otroci in tako, mami, lej, ta je bila na filmologih. Ja, to so pa ponovitve. A se z ostalimi filmologi še kdaj srečate? Ja, se dobimo med poletnimi počitnicami. Imate druženja? Ja. Ok. Ne povem, so ostale kakšne stare zamere ali pa stare ljubezni med vami, ja? Ja, ne da se spomnim, tako da ne vem. Z moje strani ne. Z tvoje strani nič? Ja. Ne dobiš pol nikoli nobenega SMS-a od Jakoba ali pa? Ne vem. A mi lahko poveš kakšno anekdoto iz snemanja? Je šlo kdaj kaj narobe? Ja, najbolj se spomnim, ker je bila meni pa Zarja enkrat dolg čas in sva se pol izmuznile varuški, ki naj je pazila. In potem sva najdle tam pri garderobah en voziček, tak iz trgovine, a ne? In pa so se jaz noter usedla in pa sva se midve s tem vozičkom po celem RTV-ju pelale, so le tako dvigalo, pa so se malo po kleti tam vozile s tem. Vidve sta bile te dve, enkrat sta me skoraj zbili. Ja, ok, v redu. S čim se pa drugače zdaj ukvarjaš, ko je nekako pač tvoja filmološka kariera za tabo? Kaj zdaj delaš? Ja, tako neč, v šolo hodim. V šolo hodiš, ok. Kaj pa tako v prostem času? Tako igram prečno flavto, pa klavir, pa se učim še rusko. Ja. Ok, to je v bistvu, imaš kar zafilen prosti čas. Ja, precej. Zdaj, ti si za danes nam pripravila en prispevek, ki je pač o ekologiji, in zdaj najbolj znana ekologinja trenutno je Greta Thunberg. Ne mi povej, kakšen je tvoj odnos do nje? Se ti zdi, da je že tako malo preveč skomercializirana? Ja, mislim, da pač ona bi rada dejansko nekaj sporočila, ampak pol se ljudem zdi, da se ful ponavlja, ampak to je zaradi tega, ker noben ne upošteva pa ne posluša. Ni tako, da moraš 100krat ena in isto povedati, če pač še vedno niso slišala. Ampak ja, še se mi zdi, da ima pač nek dober namen. Ja, zagotovo. Pa tudi v bistvu se zelo lepo tudi postavlja na to pozicijo. Tudi se zdi, da kar vsi poslušamo. A se ti zdi, da še lahko rešimo naš planet? A smo že zavozili? Ja, itak, da ga lahko, mislim, si Zemlja bo še vedno tle, sam za nas bo mogoče malo prepozen. Tako da ja, v bistvu delamo zase. Zase, da ga... Pač. Zato, ker zdaj živi na Zemlji. Ja. Kaj se ti zdi, da je najboljša stvar, ki jo lahko zdaj naredimo? Recimo nekaj, kar lahko delaš res vsak dan ali pa enkrat na teden, recimo. Ja, ne vem, ugaši luči za sabo, ki greš recimo na WC in pol greš in pozabiš luč ugasniti, pol celo dan gori, pač ugasanjo, pa ne vem, tako ne piti iz plastike, take stvari, to je tako čist basic, Ja, razumem. Ker ta luč je res tako, mislim, zaradi tega pol, ker se žaranca segreva, zato se tudi pol planet segreva v bistvu, Ja, razumem. Dej povej, kaj si pa ti želiš kaj početi v prihodnosti? Kakšni so tvoji cilji? Ja, ne vem, bolj tako naravoslovna smer me zanima, tako matematika pa take stvari. Ok, a bi se tako tudi, recimo, se kdaj vidiš, tako, kaj je bil zdaj ta konferenca v Glasgowu, ki je trajala, mislim, da 14 dni nekaj čas. A se ti tudi vidiš v kakšni taki poziciji, da bi tam predstavljala Slovenijo? Niti ne, zaradi tega, ker ne vem, če se mi da toliko ukvarjati s politiko, pa s politiki. Ja, ok. Izabela, najlepša ti hvala za tvoj čas. Zdaj pa si bomo vsi skupaj pogledali tvoj prispevek.